čakaj, to je pa slučajno jubilejna 10. epizoda. Res je. To vse snemamo, tako da to mogoče bom tudi uporabil. Se vem, se zato pa... Kako se bo počutiš, ko je 10. jubilejna, to je posebnega zate? Ti imaš rad te posebne... te igre številk, pa tako, glede na to, da je danes tudi praznik, se prav praznično počutim. Ja, ampak veš, ko bojo poslušali, to ne bo nujno praznik. Vem, ali bomo izdala na praznik, bomo počakali na naslednji praznik, na Božič. Na Božič, to bo kar traje, ampak za tiste, ko v bistvu ne veste, kater dan je danes, 1. november. 1. november. Praznik vseh svetih ali dan mrtvih. A ti rad hodiš ta tradicionalna dan mrtvih, pa to, ko hodijo okoli, pa svečke prižigajo, pa to. Po tvoje, glede na to, da tukaj s teboj sedim danes? Ja, ne vem, Lade je to izjema, da je zate to prvič tako. Bi rekel, da je kar pravilo. Ne maram v bistvu hoditi, to sem v bistvu kar sovražil, kadar nas je mama vlekla gor v Račico, v Loko v bistvu. Tam, kjer ona izhaja. In ni mi bilo všeč, in sem zelo vesel, da sem zdaj odrasel in samostojen človek in da se lahko odločim, pač, da ne grem. Pa vseeno greš pa na te grobove čez leto? Ali... Bolj ne. Ne. Dobro, ok. To mi je tako jasno, da recimo, ko imaš te praznike, pa to pa, mislim, ko si mulc, hodiš na grobove tistih oseb, ki nekaj pomenijo tvojim staršem, ne tebi. Logično, da ti ne greš na grob od svoje prababice, ki niti poznal nisi, recimo, kot primer. Ampak kaj pa na take, ki tebi kaj pomenijo? Če hodim? Ja. Ne hodim. Mislim, se smo že ugotovila, da sem malo bolj čuden človek, primarna družina in te fore, Tako da ne hodim na grobove. Zdaj se nekaj spomnim, kar moramo nujno obdelati. Zdaj bomo obdelali. Zdaj, ampak sem da gledam še pred tem, kar se tiče grobov. Moj starate, ki je iz Velenja, trenutno se nahajava v Velenju, dragi poslušalci, je umrl, mislim, da 2-3 leta nazaj. In zdaj, ko živim v Velenju, to sem pa res, mislim, da lani. Lani, tam okoli 1. novembra, sem pa rekel, da bi pa šel pogledati na grob, da gremo Anja, s tam malimi. Ampak gleda zlomka, nisem našel. Nisi vedel, kam iti, Se se mi zdel, da bo to. V glavnem sem pol lutil po tistem pokopališču, gor pa dol, groba nisem našel. Tako da zdaj sta tukaj možni dve stvari. Ali da dejansko jaz ne najdem groba, ali pa da je starata se nekam predstavil. To je možno. Tako da mislim, da ta druga ni, ker je fata rekel, da je še kar na istem mestu. Ampak ne znam. Ampak še kar ne veš. Ne vem, pa to v bistvu bom jutr, oziroma zdaj v roku 1 do 2 dni od danes bova šla za njo, to so se glih zmena, za starega fatra iti pogledati, ampak ne vem, če bom našel. Pa ti je foto dal kakšna konkretna navodila? Vem, da moram iti tam do konca, naprej pa prkanti desno noter, ampak... ti bom lahko povedal na naslednje. Ko smo že glih pri tvojem fotru, da gremo zdaj na tisto, kar smo prej načeli. Danes, dragi poslušalci, sem namreč zvedel eno tako briljantno stvar. Ti ne velikrat kaj pove, tako mim grede, medtem ko se midva pač tako, ne vem, se vidma, pa pol on nekaj reče, pa pol večkrat rečem, pa zakaj to nisi na podcastu povedal? In danes sem zvedel eno zanimivost in zdaj hočem, da on to še tle vsem vam pove. Povej mi, Tine, na čem si ti spal v otroštvu? Ne vem, kako te načne. V otroštvu? Kako se je začelo? Povej tako, kot če bi mi na novo povedal. Pač do mojega 10. leta cirka smo živeli v Krškem bloku, pa smo se pa pač preselili na vas v Šapole, blizu Kostanjka. Šapole so lepa vas. Itak si vete, kje je Kostanjk, Šapole so tam nekje na meji, med Brežiško pa Krško občino. Ampak to. Poštar je Brežiški, občina pa Krško, kak je že? V bistvu ne, mislim, bova to, pač pol vasi je. Zakaj pa ne? Ja, lahko. Pač to je tako tipično slovensko. Imaš eno vas, ki je nekje na meji nečesa in pol namesto, da bi se pač vsi odločili na isti način, na meji česa je na kateri strani, se pol ena organizacija na en način odloči, pol cerkev ima nekaj druga, država ima nekaj tretjega. Šapole niti vas niso, je bolj zaselek, bi s tem rekel.
Glavnem, to je zaselek med Brežiško in Krško občino in dejansko dobesedno tako, ne, ker cesta je meja. In zdaj, če se pelješ v bistvu iz Krškega gor, ne, se pravi... Se pelješ po sredini meje, ampak na desni strani... Kar pomeni, da si v Krškem, ne? Ja, na desna stran Šapolj, glede na cesto, ne, je Krško, leva stran je Brežice. Ja, ampak če je meja cesta, to pomeni, da tudi ko se po cesti voziš, voziš, kadar se v eno smer voziš, se voziš po krškem teritoriju, ja, druga smer pa po se zdaj ne vem, koliko je točno sredina, ampak nima veze, glavna cesta je meja. Ne? To mi je zelo poetično. Ja, se je. No, v glavnem, se pravi, desna stran je Krško, leva stran so Brežiška občina. Ne? Potem pa na desni strani imajo stavbe, v bistvu hišno številko Kostanjek. In tudi Kostanjek 1 se začne v Zgornjih Šapolah. Leva stran ceste, tam, kjer pa je pač hiša mojih staršev. Tipično slovensko. Ja, so pa Pečice. Ne? Ja. Tako da mi smo pa Pečice se pa dejansko končajo v Šapolah. Aha, to sta dva kraja, ki sta vsak na svojem koncu Šapolj. Ja, vsak sta recimo cirka 2 do 3 km iz tega zaselka, ampak končata se pa tukaj. Ne? Potem je pa pošta je pa tako, da uradno bi mogli mi pač Brežiška stran dobivati pošto iz Podsrede, ampak poštar nas vedno pozabi. Pač desna stran pa, v bistvu Krška stran pa iz dol, tako da v bistvu vsi dobivamo iz dol pošto, to smo se uspeli spogajati. To je bil kar napredek v našem zaselku. Kar se tiče pa far, ne, je pa mislim, da spet Brežiška gre pod Podsredo, ne? Ja. Dol Krška gre pod zdole, ampak iz obeh pridejo itak pobirati, kadar se pobira. Se pravi, dvojno plačujete. Tako, in tudi gasilci pridejo iz obeh, ne. Tako da imate tudi dva koledarja na steni. Briljantno. Tako da je pač tak malo čudenje. Ampak ja, najbolj zanimivo je pa to, ne, tako kot sem rekel, da pač hišne številke so Pečice pa Kostanjek, ampak tabla pa je Šapole, veš. Aha, ja, seveda, so pa kraj. Ne? Ja, je pa kraj za sebe. Ja. Kraj za 50 km/h meter. Tako je. Ma črto okolje, ne? Kar tudi neko posebno verodostojnost da kraju. Ker si vse predstavljam, če bi jaz živel v kraju, ki nima tiste črte, bi se počutil kot manj vreden. Sem ka niglih to Mali Kamen. Ne, Mali Kamen ima črto, pazi, 50 km/h. Sicer res je, da ljudje, ki se vozijo čez Mali Kamen, niso najbolj obveščeni o tej omejitvi, ampak ja. Aha. No pač in celo tak absurd je, da je da Šapole, ne, seveda, ta veliki zaselek je ločen na spodnje in zgornje. Še to. Tako je. Še eno vprašanje, preden se vrnemo nazaj na očeta. Kaj pa osnovna šola ali pa srednja šola? Aha, ja. Osnovna, srednja. Osnovna je pa tako, da spet Brežiška stran naj bi hodili v Artiče, Krška pa v Krško. S tem, da smo dejansko vsi iz Brežiške strani hodili v Krško, razen moj prvi sosed. On je pa hodil v Artiče. A ti so pa taki zagriženi? V bistvu dve hiše, no. 2 hiše sta hodile v Artiče, ostale 2, se glede zdaj računam, kako nas je. V bistvu ostale 2 smo hodili po Krško. O 4 hišah to pa v bistvu govorimo. Ja, se pravi. 4 hiše, da imamo predstavo. Ja. Do zdaj, kaj smo se pogovarjali, da bi si lahko človek predstavljal, da gre to za vse za 100 hiš, ne? Mislim, 4 hiše so na Brežiški. Ja. Na Krški strani je pa malo več, ne? Cirka 10. Ja, bi rekel. Vse je ne, ravno gužva, ne? Ja, mislim, ni veliko. No, ok, hvala za to pojasnilo. In to je slovenski kotiček, je to bil. Malo geografije za naše poslušalce. Lahko pa, ne, še v bistvu v naslednjih 5 minutah, če pokličete, pa povem še foro na cesto, ne. Veš, kaj vedno je cesta je problem, ne. Pokličite na številko 422 580 5858. In izvedeli boste več o sosedski problematiki ceste, ki pa deli 2 katastrski parceli. To je današnja tema Šapole, jutri pa načenjamo Mokronok. Ok, no dobro, zanima me, če gremo zdaj nazaj na tvojega fotra, pa to, se pravi, ostala sma, prej sem jaz ful zabluzil, to meni vedno Jasmina reče, pa kaj ga skozi prekineš, pa skozi nekam zabluzita, dej ostan tak daj na temi, pa jaz pravim, pa glih temi fora, ne.
V glavnem, če se zdaj vrnemo nazaj, Rikvrc, gremo nazaj na temo, se pravi tvoj foter in vi ste se preselili v Šapole. V Šapole, ja. No pa zdaj, ne vem, kaj je bil razlog, ne? Ampak takrat smo malo pač prenovili to staro hišo, ki je foter najemu, oziroma smo imeli brezplačno najemnino, samo da smo vzdrževali. In je potem naredil en pograd sam, kar je super, ne? In potem mislim, da ta pograd bil takšne dimenzije, zdaj ne vem, ali je bil problem v dimenziji ali v kešu. V glavnem, jaz sem potem Tajda je dobila jogi. Se drugače veš, da keš je tudi ene vrste dimenzija, ne? Ja, tako res je. No, v glavnem, Tajda, vem, kaj je bila mlajša, je imela jogi, ne? Jaz pa pač ni bilo jogija, je pa mi dal po moje 3 centimetrski stiropor, pa ga oblekel v rjuho in tako sem jaz spal, ne vem, 1 leto ali 2, ne vem, točno se več ne spomnim, ampak ni bilo tako več čez vikend, ne? Ja, ni bilo tako naslednji teden, da viš pa jogi. Tako. Ampak to šolsko leto... Ja, nekaj tasga je bilo ziharja, po moje. Kar je pa pol, mislim, foter je rekel, da je to zelo zdravo za mojo hrbtenico, ne? Da je v bistvu tem razlog, zakaj sem bil tisti ropor. Pač koliko pomislim, zdaj je pač bilo kar dosti trdo, ne? Trdo je bilo spati na tistem, ampak človek se na vse navadi, ne? Ampak imaš pa zdaj vsaj zdravo hrbtenico, ne? Ja, to pa ne vem, če imam zaradi tega zdravo hrbtenico, ja, ne, ampak ja. Mislim... Pa vsaj malo bolj trpešen človek si, včasih lahko tudi kaj pretrpiš. Pa zaradi tega. Ampak, veš, meni ni bilo tako grozen, kot mogoče se zdaj komu sliši. Ja, ker sliši se kar tako gulag, no. Ja, ampak je bilo fajn, ne? Ne se poje pa, ne vem, čez 1 let, ali koliko je pa spodnji del pograda odrezal stran, pa noter zmontiral, pač to normalno 2 metra kar 90 postelj, ne? Ki sem imel iz Krškega, in pa sem spal dol na tisti postelji, ne? Tajda je pa gor spala, ampak je svoj jogi gor dobila. Tako da ona ni nikoli na stiroporju. Ni izkusila stiroporskega življenja. Ne, okay. Ampak je bilo kar, ja. Ok, ti si hotel danes eno temo načeti. Ja, dejansko, kdaj smo nazadnje snemala? Mes pa pol nazaj. Ja, predtem pa tako, po moje 1 let, ne, ni bilo. Ja. In jaz sem pol vmes bil na parih konferencah, na CES-u, Consumer Electronic Show v Las Vegasu, pol drugič v Las Vegasu, Travel's Good Shop, ta je bolj brezvezna bila. Pa v bistvu v Berlinu, tudi nek Consumer Electronic Show called IFA, ne? In je tam veliko neke nove tehnologije, ne? Sem videl in to pač mi da, ker sva tehnološka frika, se mi je zdelo, da bi se da bi se pogovarjala, hkrati vmes sem si kupil še Google Home, v bistvu prvič, ko sem bil v Las Vegasu, in mi je ful dober gadget, ne? In zdaj, glede na to, da zadnje cajte gre ta tehnologija v voice, ne? Pa kaj je Google Home, si že, ker lahko kdo ne ve? Misliš, da ne? Recimo Jasmina ker ne bi vedela, če ji ne bi maj prej pokazal. Aha, ok. Si videl, kako je bila navdušena. Ja. To ni bila zdaj znanstvena fantastika. Aha. Ja, se v Sloveniji se po mojem še tukaj ne uporablja, ampak ja, v glavnem Google Home je pač pametni zvočnik, ne? Pametni zvočnik, s katerim se lahko pogovarjaš, s katerim lahko upravljaš glasbo, radio, pač internet, ne? Mislim, pač vprašaš karkoli, kar te zanima z interneta, ne? Se pravi, to je Alexa od Amazona. Ja, to je isto, ne? Podobno kot Alexa, ne? Alexa je tudi pametni zvočnik in pomoč pa še od Siri, ne? Oziroma, zdaj v porastu so te v bistvu smart assistenti, ne? In so 3 glavni playerji. Prvi je v bistvu Alexa, drugi je Google Home, tretji je pa Siri, ne? Se pravi, Siri je pa od Apple, ne? Sam Siri je v bistvu naprav vseh, ne? Ja, se v bistvu tudi te, ne? Google Assistant si ladaš tudi v bistvu Android telefoni imajo to zdaj že integrirano. Alexa pa nisem čisto ziher, no? Ampak kar se tiče tega, no, so te pač pametni zvočniki, mislim, da začel Amazon najprej, ker ima tudi največ integracije Amazon Alexa, potem je prišel Google Home. Ampak kaj je recimo primer, kaj lahko z njimi počneš? Mislim, čisto konkretno, za kaj ga mi uporabljamo, doma ga uporabljamo največ za poslušanje glasbe, se pravi, imamo Google Play Service, ne, ta music, naladaš gor tudi Spotify, karkoli drugega, radio, potem ga uporabljamo zjutraj, da vprašamo, kako je vreme, ne. Se veš, da jaz vem vse te stvari. Ja, se vem. Sprašujem te za poslušalcem, ampak vse, kar zdaj opisuješ, je čisto navadna naprava. Zdaj govoriš tako, kot da bi bil to glasbeni stolp.
razumeš? Podobno, ja, ampak se me lahko popraviš. Kaj konkretno, kar Google Home prinaša? Ja, Google Home prinaša pač glasovni interfejs, to je prva stvar, ki jo... To nisi razložil. Aha, okay, ja, tam pa stati samo ne. Se pravi, ja, pač to je glasovni umestnik med človekom in napravo. Zapakiran v pametni zvočnik, kar pa lahko več delaš še s tem, je pa tako, da lahko upravljaš ostale naprave, ki jih imaš doma, če to podpirajo. Na kakšen način, praktičen primer mi ne? Recimo prižiganje pa ugašanje luči. Kako to narediš? Rečeš, ok, Google, please turn on bathroom light. V tem smislu. Vedno moraš reči prej, ok, Google. No, v glavnem in lahko pač na ta način ne vem, ok, Google, turn the lights off, turn the lights on, lahko turn on TV, ker res imamo recimo tudi pol Chromecast, to je še en umestnik, da lahko v bistvu butasto televizijo spremeniš v pametno. In ta Chromecast, se pravi, da imaš internet pa vse gor na njej, YouTube in tako naprej. Hkrati pa tudi omogoča, ker je pač Googleova naprava, integracijo z Google Homeom in pol to pomeni, da lahko televizijo prižigam pa ugašam glasovno, dajem na glas potiho. Pa so pa vse, mislim, kaj je pa širša tema tukaj, kar sem hotel povedati, da zdaj, ko so prišli te pametni zvočniki, je postal ta home automation mainstream, ker v bistvu home automation je v bistvu zadeva stara že vsaj 10 let. Ja, full dolg se govori že o tem, In vsako leto se je govorilo, kot da bo naslednje leto pa tisto leto. Ja, ker v bistvu tudi vem, ker glede na to, da pač prihajam, vem, da sem študiral industrijsko avtomatiko in tako naprej, je to že prej bilo, ker se v bistvu ta industrijska avtomatika, se pravi razni umestniki, kontrolerji, ki so se uporabljali za vodenje industrijskih procesov, so jih pol nekateri startupi nekdo začel uporabljati za vodenje pač hiše, odpiranje, zapiranje vrat, žaluzij, luči in tako naprej. Ampak še vsem ti se je bilo ful drago, ker je bilo zelo invazivno. Ti si mogel že to pri inštalacijah vnaprej. Upoštevati vnaprej. Ja, zato ker je pač vse delali na kable pa tako naprej. In pol je bilo to malo lažje, ko so prišli razne tablice, da si pač imel en centralni sistem, tablico, kjer si to upravljal. Kasneje še malo lažje z mobilnimi telefoni, da si to kar prek mobilca, ampak še vse ni se folk tukaj odločil, ko pa zdaj, mislim, da je to lani oziroma letos ratalo toliko popularno, ker so tudi izboljšali v bistvu te glasovne interfejse in so pa postali ful popularni te pač pametni zvočniki, te trije najbolj, oziroma niti za Apple niti ne vem. Mislim, da Apple ima nek HomePod, se ne vem, če je že live, če ga že prodajajo. Vem, da lahko tudi Alexa povežeš z Apple sistemom. Vem, da to CGP Grey nekaj o tem govori, da on to tako dela. Verjetno, ja. Ampak v glavnem, zdaj imaš pa tako, da imaš pa že ful enih pač teh vsakodnevnih naprav, ki so integrirane, ki delujejo z enim ali pa z drugim sistemom, z Googlom ali pa z Alexo, s tem, da Alexa podpira ful več naprav, ki so prej začeli. In zdaj pač lahko kupiš Philipsovo žarnico, Philips Hue, ki jo sam pač uštekaš tako kot kjerokoli drugo žarnico in sicer za Philips rabiš še en hub, kjer v bistvu on ta hub komunicira z vsemi žarnicami pa z Googlom. Imaš pa recimo Xiaomi žarnice, ko ne rabiš, direktno se ti poveže na tvoj Wi-Fi in prek Wi-Fi na Google Home. Svoj receiver ima noter pač. Ne, v bistvu... Wi-Fi antenco imajo kaj? Ja, se tudi od Philipsa ima. Sam Philips gre prvo prek huba, zato da lahko pač te sisteme malo bolj upravljaš. To pa dejansko sam Xiaomi, sam žarnico priklopiš in dela. In zdaj ti to v bistvu omogoča, da dejansko imaš ta nek home automation, v bistvu v nekem stanovanju, ki ga recimo... Jaz, ko sem pod najemniškem, ti tudi, ne rabiš neki štemat, nič ne rabiš, in si lahko počasi, postopoma gradiš home automation, ali pa recimo tudi kolega zdaj prenovil stanovanje, ampak v bistvu to nima veze, ker ga je prenovil, kupuje rombo, sesalce. In zdaj vedno več teh naprav dela, v bistvu je kompatibilna z Google Homeom ali pa Alexo in pa lahko recimo tudi rombo prek Google Homa upravljaš, To v bistvu mislim, kaj je glavna tema. Kako daleč si zdaj recimo ti v tej avtomatizaciji, če bi rekel od nič do 100%, kje si ti zdaj trenutno nahajaš? To je verjetno subjektivna ocena, ampak jaz sem bolj na začetku, bi rekel bolj med 1 pa 5. Kaj luči že imaš na to? Ne, iščem, kjer bi pravo kupil, oziroma Philips Hue bi najrajš, kar najbolj zaupam Philipsu,
Moti me pa ta hub v bistvu. Moti me, ker je še ena dodatna naprava, ki jo bom imel tam uštekano. Je pa pač po drugih, ko sem malo bral review, je pa to boljš, ne? Zato ker si lahko delaš neke podsisteme, pa tako. Kar si pa drugače ne moreš, oziroma si moraš vse sam. Kao da je malo teže, no? Ampak tako da v bistvu nisem se še odločil. Pa sem razmišljal, Xiaomi, pa imaš pa ful enih drugih še ponudnikov, ki pa so tako no-name brandi, oziroma pač meni nepoznani in jim tukaj ne zaupam, ne? Cena je tam, nima recimo huba, ampak verjetno bom kupil kar Philipsa. Kaj bi bilo pa zate, zdaj, ok, rekel si med 1 pa 5%, ampak kaj bi bilo zate, ko si rekel, da je subjektivno, kaj bi bilo 100%? Kak bi izgledal tvoj avtomatiziran home, da mi ga malo opiš v 5 minutah? 5 minutah? To bi v eni, če lahko. Ja, lahko v eni. To bi moj avtomatiziran home, ne, oziroma moje stanovanje bi izgledal tako kot Samsunga hala, stojnica na IFI letos v Berlinu, ko si imel tam pač klimo, si lahko pač na ta način pečico, pralni stroj, hladilnik. To si zdaj ful abstrakten. Da mi opiš življenje. Zdaj si prišel domov, glih si prišel iz službe domov in mi opisuj, kaj počneš v svojem popolnoma avtomatiziranem domu. To si moraš zdaj za sprot zmišljevati. Ja, tako. Pač pridem domov, luč, ko odprem vrata, se same prižgejo. Hkrati se v bistvu prižge pečica, pa se not začne peči ribe. Ker si jih naštimo zjutraj od talit, recimo, si dal ven ali kaj? Ne, sem že v bistvu en dan prej sem jih sam pač pripravil na soliv, dal pečico in glede na to, da pač, da imamo večerjo tam okoli 6, pač ko pridemo domov, se začnejo pač te ribe peči, ne. Ključno vprašanje tle, a ti je kdo, a imaš kak avtomatski sistem, da ti tiste ribje kosti ven popuka? Ne, glih včeraj smo spet, zdaj moramo ta internet, ful sem napredoval v teh ribah, no. Aha, ok. To je insert ribja kost. Preden sem Anjo spoznal, nisem jedel rib, pač razen tune, ne. Potem Anja pač ima, Primorci te vsi jejo ribe, ne. Potem sem začel jesti pač edino ribje fileje, ne. In še to me je zelo zmotil, ne. Tako, če boste poslušali prvi epizodi. Ne, druga, mislim, da je celo ali tretja. Ne, mislim, da pa prva. Čisto prvi je to že bilo? Glavnem, počekirite. Glavnem je motil, ne, sem rekel, edino file, brez kosti. In me motil, če je bila not kakšna koščica, ne. Zdaj sem pa tukaj, včeraj sem pa se zavedal, da sem že tukaj napredoval, da zdaj že tudi celo ribo dava peči in jo pač pojem, ne. Sicer včeraj je bila malo izjema, celo sam si jo zdaj odprem, ampak včeraj se je žena bila tako prijazna, pa mi je ona jo sfilirala oziroma izkoščičila, tako da ja, sem kar napredoval. Kaj pa, če gremo zdaj nazaj na home automation, ja. Zdaj pečica se je vklopila, riba se je začela peči. Ampak to si vse mogel sprogramirati nekaj, kaj? A si sam mogel imeti v glavi to? Ja, mislim, mogel sem edin se spomniti, da bom... Da si ribo pač posolil prejšnjo večer. Tako pa dal noter, ne? Google je pa itak vedel... To moraš en večer prej narediti, to nisem vedel. Ja, ne rabi pa zjutraj, pač kadarkoli pred peko, ne? Ampak, da te cel dan, cel večer pa jutro čaka, ne se pokvarila riba? Ne. Ne? Recimo ne. Za voljo argumenta, ali zakaj? Pa ne, to se res ne bi pokvarilo, no, okay. Ampak dobro, verjetno bi dal zjutraj. Ribe se pa res ful hitro pokvarilo. Pa zjutraj, če daš, recimo, preden greš v službo. Ker res se ne spoznavaš na ribe. Ja. Se jaz tudi ne. Ampak, ne, pa ko bi prišel domov, kaj bi se še zgodil na... No, to bi se zgodil, pa dejansko... kaj bi se vmes dogajalo, ne? Itak rumba bi posesala. Ampak to bi po moje že, kotenine. Ja, komenine. Se pravi, to bi se vmes dogajalo. Ko bi šli mi od doma, ne bi več v bistvu vklopil, ampak bi že itak Google vedel, da pač smo šli. Imaš nek sistem sprogramiran, da recimo čez teden, ki veš, da te ni od te pa te ure, v tem času pač se določen stvari dogaja. To je v bistvu dam varianta, ampak ker itak gremo vsi v to smer scary, avtomatizacije pa teh... Ker te pač Google opazuje in sam pogrunta stvari. Tako pač on bi itak po patternu, kaj se dogaja v stanovanju, ne, kdaj je v bistvu vklopljen Google Home, kdaj je luč prižgana, kakorkoli, bi vedel, da pač od 9 zjutraj pa ziher ni dobenega doma, ne. In takrat bi pač dejansko sama rumbica, hopa, in bi šla, ne. In bi posesala in bi tudi vedela, da pa ker Anja dejansko hodi domov pa tam med 1 pa 3,
odvisno, ne, bi pa spet vedela, da ob enih pa do enih 100% ne bo dobenega in bi najkasneje do enih recimo posesala. Ne. Ampak zdaj tukaj ena slabost, ki vidim v tem sistemu. Ne. To tudi pomeni, ne, da če te recimo en sistem opazuje in opaža tvoje vzorce, da je tudi ti podatki postajajo čedalje bolj vredni za razne negativne akterje, ki bi rabili take podatke, kot so recimo roparji. Ropar bi tudi recimo sodoben digitalni ropar prihodnosti bi v bistvu shekal v te tvoje podatke, zvedel, kdaj tebe ni in bi takrat lahko splaniral svojo operacijo. Mogoče celo Rumbo zadolžil, da mu kaj pomaga na kak način. Pridrži vrata, dobro, malo pretiravam, ker Rumbo na tleh, ne? Ampak veš, kaj hočem reči, ne? Ja, mislim, se strinjam, ne? Ker mogoče jaz nisem pravi naslov za to. Ne? Jaz se glede te varnostni, internetne varnosti se tukaj ne ukvarjam s tem, se ne sekiram. Ne? Ker tudi recimo... Pa nisi še nikoli doživel nobenega hacka? Ne, v bistvu edino, kar sem enkrat z Analyzom, sem pač PayPal bil na phishing strani. No? Drugače pa ne. Kaj jaz sem pa imel? Jaz sem glih zanč imel izkušnjo. Ja, kaj pa? Izkušnjo sem imel, da sem na YouTubu v svoji zgodovini videl 3 ali pa 4 srče, ki jih jaz definitivno nisem naredil in tudi jaz Semina jih ni naredila, ker ona ne bi iskala za Linux serverje. Za Linux serverje bi pa skoraj lahko ti to gledal. Nisem bil. 100%. Ker takrat, v tistem času, ko so se te srči delali, prvo za Linux serverje, ne vem, zakaj bi jaz kar tako za foro iskal, jaz, če bi to iskal, ko bi nekaj konkretnega delal, ne pa kar tako za brez veze. To je prva stvar. Druga stvar pa je, da točno takrat, ko so ti srči se izvajali, so se tudi drugi srči izvajali, ko sem bil jaz v pisarni in sem zabošaval na YouTubu in gledal brezveznosti. Okay? In so to delali 2 ure in v tem istem času so se neki iskalni keywords odvijali. Imam eno teorijo, ki jo bom še potrdil ta vikend, če je to res ali ne, ker mogoče je nekdo mi ukradel en laptop, pa še sploh ne vem za to. En full star laptop, da sem ga nekje založil, pa ga je nekdo našel in začel na njem stvari delati, pa sem bil slučajno jaz logina še noter pod svojega userja, ker sem takoj, ko sem to videl, sem povedal vse master password, pa to sem vse posod spremenil. Ampak ja, ta je bila taka zadnja, ko takrat tako malo pretrese, ko vidiš nekaj, kar veš, da ne bi smelo biti tam. Ja. Ampak dejstvo je, da če dalje večje so nagrade za takšne ljudi, ki bi imeli korist tudi udirati v življenje navadnega smrtnika. Komunikacija, recimo hackerji se niso ukvarjali s tabo pa z mano, ampak se je nek profesionalni hacker se ukvarjal s firmami. Ne? Ker recimo na firmi, ko sem delal kot sistemski administrator, sem pa imel 2 različne situacije, ko smo enkrat je nekdo na eno phishing stran prišel, pa je pol dobil dol en virus, ki mu je začel kriptirati njegov disk, ampak sem imel imel sem honeypot postavljen, pa še nekaj drugih stvari, ki so pa preprečili to. Enkrat drugič se je pa dejansko cela mreža okužila z enim virusom, ki je bil pa k sreči en tak malo bolj harmless virus, ki se je sam širil pa spremenil homepage na nekaj druga, ampak recimo je imel ta oseba, ni bil virus, v bistvu je bil trojanc, ne? Kar pomeni, da nekdo, ko imaš ti enkrat trojanca v sistemu noter, imaš ti en backdoor v ta sistem in lahko marsikaj delaš na tem sistemu. In jaz recimo, ko sem te nazadnje videl to, ne, sem mislil, da mi nekdo dejansko udaril moj sistem. In kaj je danes drugače kot pred 10 leti, je to, da imajo različni ljudje, kot prvo imaš vse te osebne certifikate do raznih spletnih bank, to je prvo. Drugo pa je, ne vem, te kriptovalute, ne. Ne vem, koliko dobro imaš ti zaščiteno to, koliko ima nekdo drug zaščiteno, ampak nekdo, ki nima najboljšega OPSEC, ne, se tem reče, veš kaj je OPSEC? Operational Security. Okay. Oziroma InfoSec specifično za primer informatike. To je na kakšen način imaš ti zorganizirane vse te korake, katerim slediš, da imaš čim bolj zavarovan sistem. In jaz recimo zase imam ful zavarovanega, ampak poleg mene živi ena oseba, ki ima pa geslo tako, da
Ne? Če bi se malo potrudil. Ja, vem, sem recimo, kaj pa te two-factor authorization kode. To imam, ampak ne vem pa, kakvi so Huawei iPhone-i, lade ima pa nek backdoor on noter, ne? Pa da ga lahko nekdo izkoristi. Vedno zaupamo neki drugi third party, da bojo oni zagotovili za varnost. Ne? Jaz ne vem, kako varna je enkripcija na Google, kako varna je enkripcija na Apple in tako naprej. Ne? Tako da če dalje bolj razmišljam o tem, da bom vse te najbolj nevarne stvari, kot so vse te finančne zadeve, pa to, da bom jih imel na enem offline sistemu, ki bom dejansko jaz fizično mogel iti na neki druga in tisto povezati na net začasno, sem za tisti čas, ko to delam, da ne vem, ali bom če bom, ne vem, kaj v zvezi z spletno banko, s kriptovalutami, da bom vse nekje čist druge imel. No. Ker opažam, da to je če dalje bolj... Ja, mislim, se je tudi ful je tematike na to temo, oziroma ful se vsi pač bojijo, dajo podarek na ta security, na privacy. Tebe ne skrbi. Ja, jaz pa ne vem, zakaj. Se mene ta specifično to, ko veliko ljudi govori, veš to o tem, Google ve vse o te, Facebook ve vse o te, to mi visi za to res. To mi ni tako pomembno. Jaz razumem, da pač na internetu imamo stvari zastonj zato, ker smo mi produkt. Ja, ne? In to mi je jasno in to mi je bilo od nekdaj jasno, zato mene to ne šokira, ko pač oni v bistvu rudarijo za tvojimi podatki. Ne? To mi je jasno, da se dogaja. Ampak ni to tisto, kar me skrbi. Skrbi me to, da mogoče določene stvari postaje preenostavne za pridobiti, tako podatke. Ja. Ok, no, to je res, ja, ne? Ampak če se vrnem na primer roparja, ki bi udaril v bajto s pomočjo rombe, ne? Se to pa že zdela, ne? To je res. To sem samo zato pomislil, ko si rekel, ne? Itak, samo da je če dalje več teh podatkov, ki so koristni. Tako da je treba tudi o tem razmišljati, ne? Da če že greš ti v avtomatizacijo hiše, da potem razmišljaš tudi o varnosti tega sistema. Ne? Najbolj pomembno se mi zdi, in zdaleč najbolj pomembno, da imaš geslo, ki je dostop do tvojega primarnega maila, neko drugo geslo od vseh drugih stvari, ki jih uporabljaš na internetu, pa po možnosti, da imaš posebej geslo za vsako stvar na netu. Da je za vsako stvar, da imaš drugo geslo. Ja, to se strinjam. Ti imaš? Ne, nimam za vsako stvar, imam pa recimo za bančne storitve, imam drugo, ko pa imam za e-mail in vse ostalo. In za e-mail imaš isto kot za, recimo, če začneš uporabljati eno novo storitev, rečemo, da se pojavi en nov ala Instagram in odpreš tam nov account. Tam mislim, da imam podobne, da imam isto, ja. Kot oziroma mail. Ja, oziroma porabljam pač kar Google login ali pa Facebook login. Dobro, to je druga. To je dosti secure. Imam pa v bistvu dva tipa, mislim, dve gesli imam za te social networke, oziroma enega imam za mail, drugega imam pa za social network v bistvu, ja. Pa imam pa še variacije teh gesel, ne. Pa 2FA uporabljaš, two-factor authentication? Ja, uporabljam, ampak ne vse posod, ne. To je, če malo razložim, če kdo ne ve, to pomeni, da imaš neko tretji vir, prek katerega ti potrjuješ svojo identiteto. To najbolj praktičen primer tega, ki ga večina ljudi poznaje, da ko se ti prijavljaš na spletno banko, imajo določeno narejeno, da dobiš SMS in moraš pa tisto kodo pisati noter. To je najbolj tipičen two-factor authentication. Jaz recimo imam Google Authenticator na telefonu, imam na njem gor vse te kode naštima. V bistvu zdaj, ko si glih to vprašal, me res zanima, za kje storitve imam, ne? Ajde, gremo jih primerjati, koliko jih ima kdo. Ja. V bistvu jih imam samo 6, ne? Jaz imam 10. Pa še to niso čisto vse notor nešene, ker imam nov telefon, pa določenih še nisem rabil takrat in še nimam nešenih. No, jaz jih imam za, v bistvu večinoma so za kriptovalute, ne? Ampak ja, spet v bistvu kriptovalute. Ja, ker je pač treba tu bolj zaščititi, ne? Ker na, recimo, za spletno banko ima pa itak, oni že to porihtali, ne? Recimo NLB klik ima to noter, pa imamo v bistvu tudi večino imamo tukaj zdaj na telefonu, imam na prstni odtis odklepanja. Tako da to je tudi en tak secure. Jaz sem tudi telefon imam zaklenjen na prstni odtis ali pa na PIN. Ampak problem imam, pa mi je to... Ja, sanjamo tudi Huawei je boljša. Jaz sem pa tako. Problem imam, ker imam
zaenkrat, in to je kar veliki minus, en PIN ponovadi uporabljam za vse stvari. Ja. In sem si tudi za vse kartice naštimal. In to je bilo ok, dokler sem samo za bančne kartice to uporabljal, pa za telefon. Ker to je PIN z enega mojega starega telefona in sem pač ta isti PIN vse posod uporabljal. Ampak zdaj se ta PIN razpasal že na par stvari, ki pa ni isto varno, kot je recimo bicikl LJ v Ljubljani. Imam na isti PIN v Urbanu. In še ne par drugih takih stvari, kar pomeni, da bom mogel tudi PIN zdaj več layerjev narediti. Imam 2 ali pa 3 različne PIN-e. In uporabljati za eno stvar. Recimo za telefon bom imel, samo za telefon bom imel čist drug PIN kot za vse ostalo, pa za varne stvari bom imel en, za te, ki zahtevajo višjo varnost, bom imel en PIN, za tiste, ki so pa sam tako throwaway PIN, tak, ki ga lahko komorkom tudi povem, bo pa nekaj druga. Prej nismo veliko, kaj bi se imel še zautomatizirano. Ja. Sicer vem, da je to po eni strani slabo. V bistvu tudi gledam, da bi smart lock kupil, spravi neko pametno ključavnico, ki se poveže, tukaj je spet en backdoor, potencialni rizik, ampak tako, prek Wi-Fi-ja se ti poveže, pa lahko pač odklepaš, zaklepaš prek telefona. Hočeš reči za vstop v hišo? Vstop v hišo, stanovanje. Ja. To pa hkrati imajo v bistvu te, ne vem, ki spremljaš pametne ključavnice, sploh na večjih trgih, zahodnih, ne vem, kakva Francija, Amerika, pa skandinavske države zdaj, imaš v bistvu na te pametne ključavnice so začeli obesati razne servise, kar to mi je v bistvu ful zanimivo. Prvič slišim, ja. Imaš recimo, čisto tak je, da ti enkrat na dan ali pa kakorkoli, ti nekdo, pač imaš ti servis, da ti hrano not prenese v hladilnik. In on lahko ima v bistvu dostop samo v tistem obdobju, v tisto 1 uro. Hkrati imaš ti kamero, da dejansko vidiš, da je bil ta noter. Isto za pošto, ti nekdo pač kar v stanovanje prenese in tako naprej. Takšni servisi, kaj bi recimo res bilo high automatization, jaz imam pametni hladilnik od Samsunga, ki sem jih videl. In moj pametni hladilnik iz nekega patternega pol leta ve, kaj jaz kupujem. In ko mi nekaj zmanjka, dejansko on javi na ta servis in mi noter, ko mene ni doma, mi prinese, ne vem, mleko ali pa ribe, whatever. To je v bistvu meni tak cool. Ja, ampak v teoriji je to cool za njih, v praksi pa vprašanje, kako je to cool. Ja, se strinjam, ampak v teoriji bi bilo pa cool. Sploh zaradi tega, ker... Mogoče pa danes nisem hotel rib jesti. Čeprav jih jem vsak četrtek. Ker te pol te spravi, ti si v enem vzorcu, ampak naši vzorci se spreminjajo s časoma. Ampak to te pa pol drži v tem istem vzorcu. Neverjetno bi bilo glih, recimo, da jem vsak četrtek ribe, in pol bi tisti četrtek bi jih zmanjkali in bi jih pač prišle noter ribe, jaz bi prišel domov pa bi rekel, fuck it, danes pa nočem jaz rib jesti. To je isti problem, samo da je tehnološke narave, kot ono, ko hodiš v isto kavarno, pa vedno naročiš, ne vem, kavo z mlekom pa rogljiček in pol že tako te pozna kelnerca, da ti kar sama prinese, ampak v bistvu glih takrat pa nočeš in pol ne veš, ali boš rekel, da si nekaj drugega, ki ti že prinesla. Ja, to si pol ujeci. Ampak ja, take stvari, pol recimo itak bi imel kakve pametne žaluzije, pralni stroj itak, ko bi se... Ne, se meni je to, jaz vem, se spomnim, ko sem bil še mulc, da sem vedno sanjaral o teh pametnih hišah pa to. Tako da, kljub temu, da zdaj sem tako na drugem polu, pa hočem malo tako devil's advocate sedeti, dejansko mene to tudi ful privlači. In se mi tudi zdi, recimo, kar se tiče, to varnost, pa ta pametna ključavnica. Mislim, vseeno je ljudi, ki znajo zhackati pametno ključavnico manj, kot ljudi, ki znajo odreti skozi navadna vrata ali pa ki znajo lockpikati. Lockpikanje je ful. Ne rabiš dolgo se baje učiti, da se to naučiš. Tako da, če si ropar, pa če želiš se naučiti v klasično ključavnico odreti, boš odrl. Se v bistvu je tako, Doben varnostni sistem ni 100%, noben, oziroma vse posod, kjer je zraven človek, v procesu, je v bistvu največji, človek je največji varnostni risk. Se to tudi v eni knjigi Social Engineering, ko sem jo bral, je glih to, je o tem govoril, oziroma
da najlažje shekati človeka, ne, in kjer ti imaš lahko najdražji varnostni sistem v firmi, pa če imaš na counterju, ne, dol, ko prideš na recepcijo človeka, konec, ne, lahko pozabiš, ne. Tako da... Je pa res, da so digitalni sistemi, ne, tako kot vse, kar je digitalno, ne, imajo eno prednost pred vsako analogijo, je v tem, da zelo hitro lahko zamenjaš. Ja. Ker vse digitalne stvari ti lahko narediš novo verzijo varnostnega sistema, odkriješ ranljivost, pušneš po omrežju nov update in je tvoja pametna ključavnica zavarovana proti tisti nevarnosti, ki se je odkrili. Medtem, ko če imaš pa ti ključ navaden, ne, navadno ključavnico, pa se odkrije ena velika ranljivost te ključavnice, moraš ti dejansko najeti enega, da ti fizično zamenja ključavnice in vprašanje, kdaj boš to naredil. Ne. Ja. Tudi ne vsake pol leta. Ne. Ampak vse ključe moraš zamenjati. Ne? Ja, se klepa recimo še ena zadeva, ne? Kako se lahko zavaruješ pred temi recimo nevarnostmi, ne? Danes dejansko na zavarovalnici lahko zavaruješ vse. Ne? Mogoče v to smer, mislim, jaz osebno, zdaj sem začel o tem razmišljati, če hočeš imeti nek ta komfort, tehnologije in tako, hkrati daš tudi en dodaten risk v svoj life, pa lahko v bistvu zavaruješ, kar se da zavarovati in dejansko si na ta način pol. Ja, v praktičnem smislu jaz mislim, da to ni tak velik riziko, kot se zdaj, ko se pogovarjamo, kot ga opisujem. Ja. Se mi zdi, da to je zelo minimalno. No. To slučajno sem šel v to smer, ki si glih omenil te vzorce, ki jih vsi te algoritmi opažajo v nas. Nekaj recimo glih včeraj je bilo pa po televiziji, kako so krajinski policisti šli gor po cele Gorenjski, pa dajali obvestila meščanom, klele imate odprto okno, v bistvu že vse je butasto, pa imajo ful enega riska. Itak. Ker pri meni doma ne boš našel nekih tako denarja ali pa zlatih takih vrednih stvari. Televizija, jaz ne bi hodil take televizije ukradeti, naprimer. Sploh, v bistvu, ko razmišljam, kaj bi pri meni šel ukradeti, je edino komp, tega imam, pa še to je zdaj star 4 leta, ga tudi ne bi hodil ukradeti, Ne vem sploh, kaj bi hodil ukradeti pred sebi doma, Mogoče zadnja najbolj vredna stvar je pa soba od tamalih, ampak, Google Home bi ukradil. Pa tudi, če mi Google Home ukradeš, Google Home je bil 107 evrov. Mislim, ne vem, kam je lahko ukradeš, da bo res katastrofa. Ja. Če mi odreš v bančni račun, boš bolj malo dol spet pobral, ker porabljam denar za sproti, tako da, ne vem, mislim... Hočeš reči, da si reven? Ne, reven, nisem reven, ampak imam bolj to filozofijo uživaj v trenutku, kar je lahko nova polje debate, ni dobro za prihodnost. Ampak tako, ta trenutek pa res ne vem, kaj bi mi ukradili, da bi res tako, da bi bila katastrofa. Če gremo na to, kar sem prej mal že šel v to smer, se prav, ta gesla pa to, Jaz osebno imam na LastPassu vse. Poznaš LastPass? Poznam, ko si mi povedal, ampak poznam tudi različne servise, kot ti v bistvu agregirajo vsa ostala gesla skupaj, ampak nič od tega ne uporabljam. Zakaj ne? Kaj je tvoj argument proti temu? Nisem se še lotil tega. Samo zato? Ja, zato ker v bistvu dejansko si počasi poskušam digitalizirati neke dokumente, hkrati urediti folder, digitalne assete in hkrati tudi to vem, da bi bilo fajn počasi tudi tole, ampak nekako za te osebne zadeve še nisem ne vzamem si čas za to. Ampak vse to je samo en klik, pa imaš, ne? Ne, vem, vse je en klik, drugače. Tisto, kar res hočem delati, ampak ponavadi zelo malo časa, to je pa drug problem, namenim osebnemu življenju. Ker to se meni, jaz sem kar frik na to, ampak meni se to zdi kar ful pomembno, da imaš to poštima. To je tako kot, da če imaš ti slabo politiko gesel, je nekako tako, kot da bi cel life imel vrata odklenjena od stanovanja. Slej, ko prej bo prišel en not. Tudi, če nimaš veliko za ukradeti. Ja, vem. Ne veš, kam imam, trenutno imam ta vse gesla tako v browserju shranjena. Ja, kar je katastrofa. Katastrofa, se vem. Na to ti LastPass sam importa pol noter in lahko pobrišeš tam. Edino, kar moraš narediti, je zmisliti, bi si mogel eno geslo, ki je za LastPass, in da to geslo ni isto nobenemu drugemu. Ja. In to je edino geslo, ki ga pa moraš vedeti, pa da je malo daljše po možnosti.
V bistvu, verjetno si bom naslednjič, ko bom malo te urejal stvari. Kaj si mislil, ko si me tako vprašal? Aha, je kak razlog v tem? Mislil sem, da mogoče si proti. Ne? Ker vse je ena ranljivost, ki bi lahko videl človek v tem, je v tem, da ti prek interneta shranjuješ svoje gesla na nekem strežniku nekje druge. Ne? Imajo oni pol ta tvoja gesla, kar bi lahko nekdo rekel, da je šibkost. Ne? Da je boljš, da imaš ti to vse v svoji glavi. Ne? Ampak LastPass, njihov slogan je, da najbolj varno geslo je tisto, ki ga niti ti ne veš. In v bistvu pri njih je najboljši sistem ta, da ko ti recimo, da odpiraš nek nov account ali neki in ti kar sam ponud geslo. Ampak ti ga ne vidiš. Ti si sam naštimo, kako zahtevno naj bo to geslo. In pa naštimaš, ne vem, ali je 10 znakov dolgo, ali 20, ali 50, ali ima klicaje, pa te znake, ali ima številke, velike, male črke, vse te stvari lahko naštimaš. Gesla pa ne rabiš videti, lahko pritisneš, da ga vidiš, če ne ti ga pa sam generira karenga. In to sem kar nekaj cajta zdaj uporabljal. Edino, in kaj je dobro pri tem, je to, da tudi ti ne veš geslo. Geslo je pač eno random zaporedje. Pol, če te kdo ugrabi, pa te muči. Ne moš nič niti povedati. Edino, kar veš, je geslo od LastPassa. Tako da v bistvu, če te ugrabi, ni fora v tem, da če te ugrabi pa muči, da ni zaradi tega ta sistem na tak način narejen, ampak zaradi tega, da ker če ti ne veš gesla, pomeni, da ga tudi ne moreš nekje pomotoma opisati, kar se včasih zgodi, včasih opisuješ, ti misliš, da si opisoval geslo, pa se ti je tab zaprl, mogoče, pa ti opisuješ to v Google Search, svoje geslo. Kar pomeni, da je zdaj tvoje geslo v Google Search resultsih nekje noter in ga lahko mogoče en inženir nekje pobere dol, ker tega ne enkriptirajo, recimo. Bedas primer sem dal, ampak na tak način lahko ti nekam geslo pomotoma opišeš. Ali pa če isto geslo vse posod uporabljaš, pa shackajo enega od teh sistemov, kar so meni, recimo za moj mail, imam jaz, veš, ko imaš ta webpage, poznaš to? Am I hacked ali is my password hacked ali nekaj taga je, en page obstaja in če noter napiše svoj mail, ti pol napiše, kje vse so že vdrli v njihove sisteme noter, kjer je bilo neko tvoje geslo hackano. In jaz recimo eno moje geslo, ki sem ga včasih full uporabljal in sem jaz pred 5 leti mislil, da je fucking full secure, je bilo že na tuk mestih shakano, oni sicer ne videl čistega gesla, oni videl samo ta hash, ampak zdaj je že tukaj teh hashov, da bi bila že s tem brute force ali tako full hitrej, in bi lahko ugotovili moje geslo. Glavno, tako da ni to čisto. Se mi zdi, da je kar pomembno to. Bolj kot večina ljudi misli. Mislim, se pravim, jaz premalce se tega v bistvu s tem ukvarjam. Ampak mislim, da se čisto strinjam, tako da ne morem biti proti. Ok, no dobro, to sem čistko. Če vam je všeč najin podcast in najine debate, vas vabimo, da mogoče na kak način prispevate. Da mogoče donirate kakšen majhen znesek, da bi si lahko privoščila kakšno boljšo snemalno opremo, boljše pogoje. Slabši snemalni pogoji drugače pomenijo tudi več dela v postprodukciji, kar je glavni problem, zakaj podcast izhaja tako poredko. Mogoče se je kdaj recimo zgodilo, da se je kak zanimiv del podcasta mogel izrezati samo zaradi kvalitete zvoka. No, vi lahko seveda pomagate pri tem. Kako? Tako, da greste na našo spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam je par različnih načinov, kako lahko donirate sredstva za izboljšanje tega podcasta, recimo s PayPal nakazilom ali pa s kriptovalutami. Vsekakor nikogar ne pričakuje v donacije, bova pa zagotovo vesela vsakega manjšega prispevka ali pa večjega, tako da če imate slučajno čas, voljo in sredstva, vas vabimo, da greste na spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam poiščete način za donacijo, ki vam najbolj odgovarja. Se pravi, synapsapodcast.com/podpora. Ok, zdaj pa nazaj k podcastu. V glavnem smo pa prej omenili nekaj druga, o čemer pa jaz če dalje bolj razmišljam zadnje čase, in sicer to je, ko smo se prej dotaknili tega, teh algoritmov, ki se učijo o tebi.
pač te algoritmi so, hočem reči, da ja, po eni strani razumem, mi smo produkt. Google nas opazuje in beleži naše vzorce. Facebook nas opazuje in beleži naše vzorce. Donald Trump je po nekih teorijah zmagal zaradi tega, ker po enih logikah tega, kako nas daš lahko različne predalčke. Če si ti določene novice predvajajo eni skupini ljudi, določene druge novice predvajajo drugi skupini ljudi, si na tak način lahko ful vplival na to, na kakšen način pač ljudje razmišljajo, na kakšen način volijo in tako naprej. To je bila ta, kako se že reče, Cambridge Analytica, ta cela kontroverzija okoli tega. V glavnem, in kaj jaz pri sebi, recimo, zadnje čase opažam, je, da me ima predvsem YouTube ful pod nadzorom. In če dalje bolj postanem zasvojen z YouTubeom. In glih zanč sem malo presekal to. In razmišljam o tem, da bom... Nov account si odprl. Ne, to sploh ne. Ne, da si bom nov account odprl, da bom nehal uporabljati YouTube za nekaj časa. Tako, da bom malo presekal. Mene ne moti, da YouTube ve, kdo sem jaz. To meni je vseeno, super, da ve, kdo sem jaz. Da mi zna predlagati stvari, ki so tako bizarno zanimive samo meni. Včasih mi res take čudne stvari predlagati. Kar preseneti me, kako dobro me zadene, pa kako face me včasih falino, kako so te algoritmi smešni na nek način. Ne to, moti me to, da velikrat opažam, da nimam kontrole nad svojim časom jaz, ampak ima en algoritem nadzor nad mano. In tudi to je ena stvar, ki mene moti, ena druga stvar, ki pa opažam na splošno družbi, je pa to, kako smo mi kot družba pod vplivi teh algoritmov in kako so ti, recimo, če grem bolj konkretno govoriti, v primeru Instagrama. Instagram je tako dosti se žive o tem, kako v bistvu Instagram povzroča slabo voljo v ljudeh. Zato, ker na Facebooku je bilo to malo tega, ampak na Instagramu je pa še bolj to, da če ti kažeš svoje življenje, kažeš samo dobre plati svojega življenja. In ko ti opazuješ življenje drugih in vidiš samo dobre plati njihovih življenj, se ti kar naenkrat tvoje življenje zdi, pizda, jaz živim bedno. Ker jaz pa doživljam slabe stvari, dobre stvari, umestne stvari, čas mi je dolg, čas mi ni, ampak ko pa greš na net, pa ko opazuješ druge, pa vedno vidiš samo, kako se imajo fajn. Vsi se imajo fajn, vsi se skozi smejijo, vsi imajo eni imajo popolna telesa in razkazujejo svoje popolna telesa, eni drugi imajo zelo exciting life, pa kaže svoj exciting life, in ker ti opazuješ nek agregat tega, opazuješ samo dobre stvari, samo dobrih ljudi. In to v bistvu povzroča ful depresijo ljudi. Verjetno, ja. In to se mi tudi ne zdi ok. Mislim, klej pa zdaj spet, a si ovca ali nisi ovca, oziroma koliko si sam neka močna osebnost, pa da ve, v bistvu ti zdaj veš, da je to tako. Dosti ljudi tudi ve. Eno je logično vedeti nekaj, drugo je pa nekaj čutiti. Samo zato, ker jaz, recimo, rečemo, da sem jaz manični depresivc. Meni je nekdo diagnozo dal, ti imaš v bistvu manično depresijo. Veš, kaj je manična depresija? Ne. To pomeni, da imaš highs pa lows. To so te, ki so neki cajt, to so ful hiperaktivni, pa ful produktivni, pa ful umetniški, pa ful vsega ustvarjajo in pa kar naenkrat po tistem zapadejo, pa to je manija, recimo, pa zapadejo v depresijo in zapadejo v depresijo tako za 3-4 mesece, ko bi se najraje kar ubil. To so manični depresivci. In recimo, zdaj, če je meni nekdo diagnozo dal, da sem jaz manični depresivc, samo zato, ker jaz vem, da sem manični depresivc, če ne pomeni, da ne bom imel različnih čustvenih stanj, ki bojo vplivali na to, kako se jaz počutim. Zdaj, to je nekaj, kar je interno, kar je v meni. Ampak to, o čemer pa jaz govorim, so pa eksterni faktori, ki glih tako vplivajo na tvoje notranje počutje. Ja, vem, pa ni vedno bilo neki, veš, ni bilo. Zdaj lahko vidiš res ogromno ljudi, pa na hitro so instantno, ampak a ni vedno bilo tako, da si videl, da so eni kao malo boljši, eni slabši? Ne, ni bilo toliko tega. Pač,
gremo ekstremno nazaj, gremo v 19. stoletje. Ja. Kaj si ti videl? Videl si svoje sosede, pa tiste bogataše, ki so se sprehajali po ulici. Lahko si bil fovš za svoje sosede, lahko si mislil, da si boljši od svojih sosedov, ampak to je bilo 10-20 ljudi mogoče, o katerih si razmišljal ti. Ja vem, kakšna pa razlika, če pa razmišljaš pa v 1000 ljudeh ali pa milijon? Ker se ti zdi potencira, po moje to. Mislim, da potencira? Ja, mislim, ja, mogoče, ampak tudi ne bi se strinjal. Sem takrat v 19. stoletju pa itak bila tvoja ulica, cel tvoj svet. Nisi niti vedel, da kje drugega obstaja, oziroma redki so vedeli, kaj ven obstaja iz tvojih šapelj. Ja, tako da je v bistvu proporcionalno bi bilo isto. Ne vem, če je čisto isto. Vseeno smo ljudje bitja informacij. In se mi zdi, da količina informacij vseeno vpliva na to, kako močno ti nekaj čutiš. Recimo, gremo reči, dajmo dva primera. En živi v skupnosti 50 ljudi in on ve, da je, pa rečemo v šoli, v šoli, v razredu, ti si šus fasu, vsi ostali so dobili 3, 4 pa 5, sprav si ful slabši od teh. Ja. A ni ta informacija drugačna, kot če ti zveš, da si šus fasu, vsi v državi so imeli 3, 4 pa 5. Ni to drugačna informacija, drugače vpliva na te. Je, sem ker dobro veva po statistiki, Ja. da pač nisi edini v državi 100%. Ne? Ampak govorim o tem, kako se počutiš, o tvojem občutju govorim. Je drugač, to je drugač. Sam takrat, ko si ti zvedel na neki državni ravni, koliko jih je imel 3, 4 pa 5, si zraven tudi verjetno zvedel, koliko jih je imel enke. Ja, ampak jaz govorim o tem, da ti slišiš samo to, ti ne slišiš nobenih drugih enkah. Na teh omrežjih vsi kažejo samo pozitivne plati življenja, nobene negativne plati življenja ni. Noben ti ne govori o tem, koliko ima beden dan, nobenega takega ne vidiš nikjer na netu. Na netu ne, sem vidiš pa offline. Ne? Ja, ampak o tem govorim, o tem, da te aplikacije, kadarkoli greš na njih, ker so pa, to je prva plat, to je prva točka, ki sem hotel povedati. Da se pravi, kadarkoli greš gor, ti v bistvu dajo malo, ampak to res tako subtilno malo, ti dajo tega občutka, ne gre mi tako dobro, kot bi mi lahko šlo. Ne tukaj, da se ti dobesedno res primerjaš z nekom drugim, ampak samo, labi mi bilo boljš, so druge opcije, boljše opcije. To je prva stvar. Druga stvar pa je, ki jo pa vsi te api danes zelo dobro delajo, pa vsi so shekali človeški dopaminski sistem. Ja. In te totalno šopajo s točno tistim, kar rabiš. Kolikrat se ti zalotiš čez dan, da kar zagrabiš telefon, pa začneš nekaj brskati po njem. Velikrat. Pač predvsem v bistvu največkrat grem na službeni mail. Za brez veze, ne? Isto je. Ja. Isto je, ne? Mislim, sem tudi na to temo knjigo bral. Ja. Hooked je naslov. No. In točno o tem govori, kako v bistvu ti dajo vse razne aplikacije neko nagrado, dobiš, ne vem, srček, dobiš ono, ne vem, karkoli, zbiraš točke neke. In da je to res, ja. No, v bistvu, če to dvoje združiš, a ni to problem? Na eni strani imaš aplikacije oziroma firme, ki če dalje boljše sisteme razvijajo, da te če dalje bolj vlečejo nazaj v svoj ekosistem in je tega če dalje več. Ene so boljše, ene slabše in tiste, ki so boljše, postajajo če dalje večje, kupuje druge firme, kot je recimo Facebook, ko si lasti in Instagram in še eno. WhatsApp, ne? Ja, ne. Tako res... Oculus Rift. So ene ogromne firme, ki postajajo če dalje večje, če dalje več informacij imajo te, če dalje bolj znajo shekati tvojo biometriko, da jih rabiš, če dalje bolj in če dalje bolj. In na tretji točki ti pa namesto, da bi pozitivno vplivali na te, pa v bistvu delno negativno vplivajo na te. Te delajo manj produktivne, to je prvo, ker pač ta čas, kot si ti na tej aplikaciji, ti ne delaš nič drugega. Pa ne samo produktivno v tem smislu, ko mi ne večkrat reče, ti bi sam delal, ne. Ampak čistko, pač ta čas, ko si ti na Instagramu ali pa na Facebooku, ta čas ti nisi s svojimi otroki ali pa s svojimi prijatelji, ne. Veš, tukaj bi se strinjal s tabo, ne. Ja. Mislim, da sem jaz, ko gledam ostale in depresive in tako, pač načeloma jaz grem na Instagram, jaz osebno, da vidim dobre nage babe, ne, veš. Ker si to follow. Ja. Recimo, da mi kaž sam te dobre, ne? Ja. Te, ko so meni všeč, ne mi kaži, to ni drugih, ne zanima me. Ok, tukaj imam spet en komentar, ne? Tvoj standard se zaradi tega tudi spreminja.
To se pa dogaja že zadnjih 50 let. To, kaj mi, moški, vidimo kot privlačna ženska, se spreminja samo zaradi tega, kako se ta popolna ženska spreminja v slikah. Vse posod je ista ta slika te ženske. In te popolne riti, ki v resnici ne obstaja, ki obstaja samo, če si vzameš 1 uro v Photoshopu, da jo obdelaš. Ne? Ja, ampak se dobro, mislim. Tebi vse je. Ja, mislim, čisto konkretno popolne riti mi niso, so mi pa popolne joške. No, jaz sem bolj S-man, tako joška. Jaz pa joška. Tukaj ta del meni tak ne moti. Ja, mogoče podzavestno, kdaj si mislim, tam pa full cash, pa zakaj pa jaz ga nimam, pa v tem, ajde, dam ti kredit, ne? Ampak to še ne vidim tako kot problem, ne? Dobro, zna biti tudi motivator, to je logično. To je odvisno, kako se odzivaš na te stvari. To pa vidim, ne? Recimo, da je problem, da je, ne vem, petek zvečer in da sva recimo oba dva na svojem telefonu, to pa vidim kot veliki problem. Oziroma, da bi bili za mizo, pa da bi bili vsak na svojem telefonu, to pa vidim kot problem, zato imamo tudi pač nek naš družinski policy, ne? Da za mizo ni telefona, ne? Čeprav se ta malega itak nimajo, ne? Pač mi dva imamo dogovor, pa tudi, da kadar najbolj sveta zadeva za našo družino je, da skupaj jemo. Vse to je dobro, da imaš nekaj takega, ne? In takrat ni pač so telefoni stran, se tudi zgodi, ne, pač kak eksces, ampak recimo 99% ni, pa tudi televizija ni prižgana, ne, tako da bi pol v bistvu se si vedel, kako imamo, ne, imamo zraven televizijo, tudi ni, ne, kaj pa imamo pa pač muziko, ne, ali pa radio, ali pa nekaj, to pa imamo tako za nek background. Tako da, takrat se mi pa zdi problem, ne, ali pa da recimo, da bi, ne vem, kadar Anja reče, ne, daj sam še tole pogledam na Instagramu, ali pa sam še 100 frendico se zmenim na Messengerju, ne, pa bom, ne, to me pa zmoti, to me pa zmoti. Ja, ampak pa imaš pa še eno stvar, ne? Tukaj imam jaz, to bi jaz lahko 3 ure v tem govoru. Jaz mislim, da je to res velik problem, no? In da mislim, da predvsem še ne vidimo, kako velik problem bo to še postal, da smo na začetku tega. In tukaj je ena stvar, ki jo ful vidim, ker nočem biti zdaj tako malo preambulo dajem, nočem reči, da tehnologija je slaba. Nikakor ne, ker jaz sem velik tehnofil in jaz sem vedno bil, recimo, ko so ljudje kritizirali, igrice, nasilje, bla, bla, bla. To se mi je vedno zdaj butast argument, ne. Pač vse kar avtomatsko sem za tega, ker je nekaj novo, da to nujno je de facto, ker je novo, je slabše od tistega, kar je bilo prej. To sploh ne, jaz nisem tradicionalist, ne. Tudi recimo, ko se pogovarjamo o tem, pa te mulci, to so vsi zdaj izkusam na teh telefonih, tu kaki bojo šele to zrasli. Jaz ne vem, kaki bojo zrasli ljudje, ki odraščajo že ob obstoječih socialnih omrežjih, ob obstoječih Androidih, iPhonih in podobno, ki so definitivno drugačna generacija kot mi, ki smo odraščali skupaj s to tehnologijo, ki se je šele razvijala, ne? In smo prve ta prave maile dobili šele v odrasli dobi. Si bil 16, 17, 18 star, ko si prvi mail dobil, kaj šele Facebook, YouTube in vse to, ko je kasneje prišel. Ne govorim o tem, ne? Jaz razumem, da druge generacije, ki so bolj obdane s to tehnologijo, jo imajo bolj integrirano v svoje vsakdanje življenje. Ampak recimo vseeno je pa bizarno, ko sem recimo zunaj, tako v družbi, jaz tem rečem Instagram Nation, tako malo se zabavam. To je to, ko si zunaj in pol namesto, da bi mi doživljali skupaj življenje, ne, recimo smo skupaj na eni zabavi, se pol fotka. Ja, to gre pa na živce, ampak ne samo od Instagrama, že od unih digitalcev naprej. Ja, ampak to je zdaj, če dalje bolj težava. Takrat se je pač fotkal, ne, pač digitalni fotoaparat je postal, fotografija ni več nekaj ful vrednega, ampak je nekaj, kar nujno moraš narediti, ne. Ja, moramo imeti fotke. Tudi jaz imam rad fotografije dogodkov, ki sem jih doživel v življenju, da se jih pol lepše spomniš, ne. Ampak da se pa življenje vrti okoli tega, tako kot recimo smo bili na eni fešti, na rojstnem dnevu, in potem se je vmes fešta cela kar ustavila, ko sta ona dva, ki sta praznovala, pa ni nič proti njima, niti proti tem, samo tako bizarno mi je bilo to gledati kot outsider. Vse se je ustavilo in ona sta se potem tam postavljala ob tisti kavč, spredi bila tista tortica in potem se je 10 minut samo delali poze, različne njune poze, ljudje so fotkali
da se bo najdel tisto popolno za objaviti. Razumeš? Pa ni noben to na glas rekel, ne? Noben ni rekel, gremo zdaj iskati tisto popolno fotko, ampak vsi so razumeli, kaj se počne in vsem se je zdelo to popolnoma normalno. Meni se bo zdelo ogabno se mi zdelo, zakaj smo zdaj ustavili live? Zato, da bomo ustvarili live nekje druge. Ja, ne, tukaj se popolnoma strinjam in to mene tudi moti, ne? Me moti tudi že na bolj, zato sem rekel digitalci, za te rojstne dneve, ne? Ja. Prednji bil Instagram, ne? Ful me je zmotilo, da je isto fešta potekala, pa so pa si zdaj rekli, zdaj se pa fotkimo, ali pa poglejte sem, poglej. Ja. Pač ti, jaz sem vedno rekel, fotki pač tako, ko je, da v bistvu dobiš kak je utrip fešte, ne da si pa si poglejte sem, pa so se fotke, tako si gledamo v eno smer, ne, mislim. Ja, ok, to je stara verzija pozirane, ne, kjer se pač delali te gasilske fotke, ne, ki so se postavili. Mislim, gasilske ali pa tudi veš, ko je kdo mal med fešto fotko, pa je vedno rekel, ne, da se pogovarjamo, ej, poglejte sem, ne. A je to pa nisem nikoli doživel. Ja, jaz pa sem, ne, in to mi gre na živce, ali pa tudi za te rojstne dneve od tamali, ne, ko gremo na otroške rojstne dneve. Pa treba zraven tortice, ok, se to je bilo tudi že včasih, ne, itak, ne, ampak še vse je zdaj tudi recimo s fotoaparatom, ne, pa v bistvu nima veze s čim. Pa imamo seanso pol ure, ne, gremo se fotkat prvo te otroci, pa z eno staro mamo, z drugo staro mamo, starši brez staršev, strici brez stric, v tej uni, pizda materna. To me pa res razfuka, ne, ko rečem, dej naj bo žurka naprej, dej že to kurčevo torto razreš, ne, da probo torto, ne pa da se zdaj pol ure tlele fotka, ne. Ena kombinacija, druga, tretja, pol mešane kombinacije, ne. Ja, in to je pri teh otroških vedno, ne, in tudi pol pri nas doma, se tudi kadar sem jaz pol mora biti za te fotke, ne, rečem, ajde itak ena fotka, dejmo se fotkat, ne, družina, da bomo imeli, ne. Pa ko je milijon teh kombinacij, pa glih Monika je šla lulati, Ritko brišemo, zdaj še z Moniko, pa noče se derega mamica gor rine, pa zdaj bo mamica zraven na fotki, pa ne bo popo. Dajte mi mer, ne? Mislim, to mi gre pa res ful na živce, ne? In tudi vedno pa tudi rečem, dej pogledite, ne? Fotki tako, ko je, ne? Ker res pa glih to Ani vedno rečem, da ali pa Anja ali pa tašča, ne, bomo imeli za spomin. Se rekel pač, kaj bom jaz vedno imel od teh feš za spomin, da smo kak smo se mogli fotkat, ne, se rekel pač, spomine imaš v glavi, ne, če se pač čez 50 let... Ampak je pa res to, da ko smo šla z Jasmino drugo leto, ko smo smo šla poletno na dopust, in se ful nisem, glizan, če je bilo to, sem tako prav trudil sem se spomniti, kaj sva počela in nisem nikakor mogel dati zgodbe skupaj. Ker nisem fotk ful dolgo že videl, ker so bile na enem drugem akauntu, niso bile na tem Google Photos, ko imam vse druge stvari, tiste fotke so bile pa nekaj druge. In sem poznač prav, rekel, da moram pogledati te fotke, da si nazaj sestavim zgodbo. In potem sem jih pogledal in potem sem pa, točno, najprej smo šla na morje, potem smo šla pa v hribe, to je bil isti dopust, pa nisem povezal tega, ne. Tako da ni čist res, da se ne... Se nič ni v bistvu 0-1, ne, kako bi jaz rad. Ni, ne? Žal ni, ja. Ni, ne, ampak vsem pa v bistvu se mi zdi, da prevečkrat se gre v to smer, sam da se bomo fotkali, zato da bomo imeli spomin, pa dejansko... Pa spomina ni, ne? Spomina, mislim, una pristnost pa ni, ne, ker je v bistvu vse bilo narejeno zaradi fotka. No in v glavnem to me če dalje bolj skrbi in predvsem zato, ker opažam pri sebi nekaj, kar me je ful kliknil in se to malo načenjam to temo, ful me je kliknil, ker sem zanč ta podcast, ki sem ga prej omenil, CGP Grey, se je pogovarjal, ne spomnim se, ali je bilo na Cortexu ali na Hello Internet, ali se je z Mikeom Hurleyem ali z Bradyom Heronom pogovarjal. V glavnem rekel je, da pri sebi opaža, da se če dalje teže skoncentrira. In ko sem to slišal, mi je bilo to tako ful znano, ful mi je bilo blizu, tako ful sem opazil, da je pri meni isti problem. Ne nujno tako kot ga on opisuje, sicer bom dal v show notes povezavo do tega, prav en video je posnel, ki razlaga ta problem in on je prav takrat izjavil, da gre zdaj iz vseh teh raznih socialnih omrežij pa z interneta dol, ker je preveč
preveč se ukvarja s tem, preveč časa preživi gor in da je opazil, da mu je to tako kot ena taka, da so se mu možgani malo drugače zvezali zdaj. Ker ko proba knjigo brati, sploh se ne more dosti dolgo skoncentrirati, da bi jo prebral do konca ali pa skus mu bezljajo misli in tako naprej. Kar bi jaz sicer argumentiral, da bi rabo mogoče kaj meditirati ali pa kaj takega, da bi se malo čisto spet misli nazaj. Ne? Ampak dobro, on se je lotil to na svoj način. Ampak kaj mi je bilo pa blizu, in je pa to, da jaz zadnje čase, če dalje manj časa posvečam tistemu, kar jaz pravim, da sem, kao pisatelj. In nič ne pišem več. Ne? Jaz sem zadnja stvar, ki sem jo napisal, zares napisal, tako da bi rekel, evo, to je pa zaključena zadeva, je bil ta Skinner, ki smo imeli premiero maja, in to je bil tekst končan začetek marca, ali konec marca, se ne spomnim se točno. Mislim, da je bil 1. marec ali nekaj takega, da sem končal ta tekst. In od 1. marca do 1. novembra, to je koliko je mesecev to mesec? Ja, 8. Ja. 8. V 8 mesecih nisem nobenega novega zaključenega teksta napisal, niti ene konkretne kratke zgodbe, pa sem se ene parkrat vmes lotil in imam celo ene 3-4 načete kratke zgodbe, ki jih pa nisem nikoli nadaljeval. Ker prvo je, težave imam čedalje večje z organizacijo, ful sem mogel tudi drugih stvari delati, takih čisto komercialnih projektov, ki sem mi kradel čas od pisanja, ampak tudi kadar sem pa imel čas, da bi pisal, pa nisem pisal, ampak sem ali bolj v YouTube, ali pa nekaj takega počel, razumeš, tako, kar nekam je zginil ta čas. No? In tako da danes je začetek enega projekta mojega, in sicer ena stvar je, ki je tako med pisci malo znana, se reče NaNoWriMo, to je National Novel Writing Month. In sicer to je vsako leto od 1. do 30. novembra. November. Se od 1. do 30. novembra se veliko ljudi si zada cilj, da bo v enem mesecu napisali roman. In sicer to pomeni... Če morate presekati. Ja. Ja, upam, da ne boš danes ti pisal, ne? Ne, ampak sem si pa preračunal, poprečno to, mislim, da po NaNoWriMo je cilj 2000 besed na dan napisati nekaj takega, 1500 mislim, cilj. 1500 besed na dan, kar pripelje v enem mesecu 1500 krat 30, je to okoli 45 do 50,000, tam nekaj ne bi prišel do 50,000 besed na mesec, kar ni v bistvu po klasifikaciji, kaj je roman. Romani so ponovadi tam nekje 120,000 do 200,000 besed. Ne? 120,000 je ten tak literarni roman, neka taka malo bolj znanstvena fantastika, ki so romani tam nekje 400 do 500 besed, strani je tam 200,000, pa recimo fantazija ima pa tudi 300,000 ali pa več besed. Ne? Tako da jaz si nisem zadal cilj 1500 besed na dan, ampak sem si zadal cilj, ne bi rad narobe rekel. V glavnem, jaz sem si zadal nekak cilj, da bom napisal okoli 2000 do 3000 besed na dan, kar je ful veliko. Ja, se pravi, jutri jih boš 6000 mogel napisati. Ja, ni glih tako. Vmes grem na en pisalni umik, to, kar sem že lani naredil, to je moje poslovenjeno Writer's Retreat. In sicer grem od 7. do 11. grem nekam samo pisati. Tako tam bom malo nadoknadil to, ko mi zdaj bo falilo teh prvih par dni, ker imam tudi narejen urnik, tako 4 pisalne sklope bom imel čez dan, to sem isto lani naredil, tako da se zjutraj se zbudim, pol imam pač to jutranjo rutino, kaj bom pač zjutraj vse naredil, ali bom imel zajtrk ali ne, se še nisem čisto odločil, pa to lahko še načnemo to temo. Pa imam prvi pisalni sklop, uro pa pol, 1 uro branja, pol ure pauze, ura pa pol pisanja, ura branja, pol ure pauze. In tako 4 sklope do večera, zvečer nekaj pojem, potelovadim in grem spat. In to vsak dan. In to sem delal lani podobno. Kaj pa bereš? Nekaj bom si izbral za branje, nekaj takega sprostilnega, nekaj, kar me bo polnilo s tekstom. Ne nekaj, kar bo podobno tistem, kar pišem, ampak en roman ali pa nekaj. Lani sem tako 3 romane. Vmes pač bereš? Ja. No, to imam cilj, zdaj od 7. do 11. grem. Drugače bom pa cel november, poleg vseh drugih nalog, ki jih še imam, bom tudi pisal.
ampak malo manj kot v tem pisanem umiku, ker bom sam temu namenil. Ampak cilj mi je v vsakem primeru do konca meseca novembra napisati en prvi osnutek enega romana do konca. Dokaj bom prišel, ne vem, ali bom dejansko prišel do konca, ali bom prišel do polovice, ampak karkoli bom naredil, bo bilo več, kot sem naredil v zadnjih 8 mesecih. In kaj bo tematika? To pa še ne vem. Aha, ok. To pa bom po Tudi mojem... ne veš niti tematika, niti Nič ne vem. žanr. En backup plan imam, da če ne bom nič druga pisal, bom definitivno pisal o tem, kar sem takrat imam pisal, ki ga nisem dokončal. To je ena opcija, druga pa je, ki se bom najprej lotil, to bom po mojem že ta vikend delal, je, da bom si probal kar zmisliti eno zgodbo in napisati. Ker ne želim, moj cilj ni napisati roman, ki bo bil pol izdan, ampak samo roman zavaja. Ker itak pravijo, da prvi roman, ki ga napišeš, redko kdaj je prvi publishan. Ponavadi imaš drugega ali pa tretjega napišeti, šele tisti je tak, ki se objavi. Ker rabiš tukrat iti čez te iste stvari, da ponavadi je prvi kar krepno. Tako da si ne zadajem nobenega cilja za sam roman. Po mojem ne bo bil dober roman, ampak želel bi takšno količino besed spraviti na papir, ne? Da bom pol lahko rekel, da je to za mano, da lahko to mi ne tudi, že sem za tega, da ni tak bav, ker zdaj je to bav, ne, roman napisati. Pa mogoče ne bo več, ne, ker bom vedel, da se da. To je to, no, to je in s tem upam, da bom malo presekal to obdobje nepisanja. Ja, se pravi, problem je, da vse te tehnologije praviš, ne, da so te odvračale od tega, kar... Preveč je dobro vse, ne. Vse je dobro in vse ti da tisti instant gratification. Ne? Takoj že imaš nekaj za početi. Ne? Mislim, jaz sem pa mogoče nekaj drugega opazil, še zdaj tako glih razmišljam. Ja, da za nobeno stvar se mi ne da več potrpeti časovno. Ne? Tako. Ja, ampak a ni to ista stvar? Sej. Pač, to je posledica tega. Ne? Pač se nekako zavedam, da za vsako stvar mislim, da mora biti takoj, da mora biti na klik, da če čakam v vrsti... 1 minuto, ne vem, če grem na banko, ne vem, in že mislim, se mi zdi, koliko časa bom jaz zdaj zapravil, ne, in po sem pa parkrat pa šel štopat, ne, da vidim dejansko, koliko časa, ne, ali pa v avtopralnico, ko greš, ne, ko avto pelješ, zdaj pa na avtomatski avtopralnici, ne, veš, da ni veliko, veš, koliko je, 7 minut, 7 minut, ne, in pa teh 7 minut je cela več. Rekel, 7 minut, mislim tako, zdaj mogo pa klele čakati veni, kam naj se dam, ne, in pa sem šel štopati in se rekel, pa se sam 7 minut, ne, take stvari, ne, sem opazil, ali pa nekaj, da, ne vem, ko sem zvečer lačen, ne, pa ponavadi, mislim, si kdaj tudi, mislim, doskrat si kaj skuhamo, spečemo za večer tudi toplo hrano, ne, včasih, ko si res lačen, pa rečeš, takoj hočem, ne, da je zdaj hočem začeti jesti, ker sem lačen. Ne. In tako niti kao, Anja reče, pa se bo hiter, ne, bomo pol ure naredila. Kakve pol ure že vlečem ven, bom jaz kar nekaj tako pojel. Ne. To sem pa opazil. To je, tega je veliko zdaj, teh distrakcij, tega, kar te kar vleče stran in se poj kar navadiš tega, ne, da stvari hiter dobiš. Tako da to, no. Zdaj tisto z zajtrkom, pa to si pa raj zapiš, pa kdaj drugič. To si moram pa jaz zapisati. Zdaj pa, če se tole verjetno bo off the record, kaj smo midva izčrpala zdaj tole tematiko, ali koliko cajta snemala? Mislim, da moramo zaključiti. Moramo zaključiti, ne? Ja, nismo izčrpala, se še vrnemo na njo, ampak bo treba zaključiti. Tako da mogoče na tem, da ti bom drugič povedal o tistem. Se pravi zajtrk, ne? Ja. A se tako, mislim, neredno prehranjuješ, ali hujšaš, ali kaj for? Ne, nič od tega. Nekaj si prebral, ne? Se vedno nekaj prebereš, ne? Nekaj si prebral in to je zdaj dober, ne? Da mogoče jaz to zdaj eksperimentiram že kar nekaj sajta. Za zajtrke ni fajn met ali pa nekaj. V tem smislu. Zabelež si, ko boš delal show notes, si to nekam napiš in ko bomo imeli naslednji ta pogovor, me to vpraši. Ker da se bodo takrat že spremenili, pa ti lahko povedal kontra, ne? Ker, mislim, meni je pa ful pomembno, da velikrat jem na dan. To mi, mislim, sploh pa da zajtrka ne spustim, ne. Zajtrk pa večerja v bistvu čas, ko smo mi skupaj z družino. In meni zajtrk ful mi pomeni, ne. Tako da, škoda, ker ne ješ zajtrka. Saj nisem rekel, da ne jem zajtrka. Mogoče ne boš na tem retreatu, ne. To drugač lani, ko sem polet, to sem razlagal, ko sem šel na to. Ne.
rabo sem končati en tekst, ne? In sem imel ful malo časa še, v bistvu sem bil že v zamudi, bi mogel eno predstavo napisati do konca tekst. In sem pa mogel reči, nekaj moram narediti, moram si vzeti čas samo za to. In sem takrat prvič se umaknil, samo pisati. In sem šel za Kolpo, v en kamp s šotorom in sem bil tam od ponedeljka do petka ali nekaj takega, 5 ali 4 dni, nekaj takega. In sem pisal pa bral. Tudi kopal se v bistvu nisem nič, šele zadnji dan, ko sem v bistvu končal, ker sem dejansko prišel do konca, sem napisal konec, takrat sem se pa vrgel v Kolpo. Ampak skozi sem samo pisal, bral, pa imel sem naštudiran tudi glavni obrok čez dan, kosilo, sem imel naštudiranga in sem to vsak dan sem isti obrok jedel. Sem se sam to pogrel, pa pojedel. Zakaj? Da se nisem rabo ukvarjati s tem. Ne? To je bilo nekaj, kar sem pa vsak dan isto naredil. Vsak dan je bil enak, vse se je enako delalo in edino, kar se je spreminjalo pri meni, je bilo samo to, koliko sem napredoval s tisto zgodbo. Je bilo ful dobro, res. In zato se ful veselim, da zdaj spet grem. Poslušali ste podcast Synapsa. Če vam je bila epizoda všeč, naj lahko podprete z donacijo preko PayPala ali kriptovalut. Predvsem pa ne pozabite deliti epizode naprej. Najdete naj na Facebooku, YouTubeu, iTunesih ali pa na spletni strani synapsapodcast.com. Avtor interglasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Walker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. Tako da gremo nekaj pojesti. Ja, jaz že lačen sem, zdaj sam razmišljam, če moramo narediti nek tako šolski zaključek, povzetek. Sem te vprašal, če gremo nekaj pojesti. Ja, pa sem zajemal, se tole bo vse zarezal. Tako da gremo nekaj pojesti. Gremo nekaj pojesti, upam, da so ženske že skuhale. Sem vedel, da boš na šovinističen način zaključil. Sem se zabral za vas, sem pa to rekel, veš. Ok.